Lep pozdrav vsem skupaj, ki ste se udeležili današnje konference, da izveste, kaj in kako, kaj vas čaka, oziroma kako najlažje stopiti v avstrijski trg, oziroma če želite upravljati storitve, kaj morate upoštevati, da potem ne pride do težav. Veliko veselje mi je tudi, da vam lahko to tematiko predstavim iz dveh razlogov. Prvič, ker se že sama precej časa ukvarjam s to tematiko, po drugi strani pa tudi zaradi tega, ker se ne samo dnevno, ampak večkrat dnevno srečujem z vprašanji, ki so povezane z upravljanjem storitev. Upravljanje storitev si moramo zamisliti tako, da je to pač ena možnost, ki jo omogoča evropski pravni red, je pa seveda, in to je zelo pomembno, subsidiarno do pravice ustanavljanja. Se pravi, če mora podjetje ustanoviti, oziroma če slovensko podjetje redno dela na avstrijskem trgu, mora tam ustanoviti podjetje, seveda je pa prost pretok storitev tudi subsidiarno do prostega pretoka blaga, kar pomeni, če se bi moralo podjetje sklicovati na prost pretok blaga, je to tista prva svoboščina, ki pride do upošteva, ne pa prost pretok storitev. Kako to vse skupaj deluje, to bomo pa sedaj na nadaljevanju predstavljati. Svoje predavanje sem si zamislila tako, da bi dejansko izhajala iz enega konkretnega primera, ki ga bi potem nekako skušali razviti. Seveda bom vesela tudi vaših vprašanj, ker pa seveda na konkretnih vprašanjih celotna zadeva postane čim bolj zanimiva in boste tudi vi imeli možnost, da boste čim več odnesli od današnjega srečanja. Morda še toliko na začetku, kar se tiče pogodbe, sklepanja pogodb z vašim avstrijskim naročnikom oziroma možnim avstrijskim naročnikom, ne bom govorila toliko. Sam nekaj stvari bom verjetno vmes omenila, tudi kar se tiče recimo izvršbe oziroma kako priti do denarja, ker je posel uspešno zaključen samo takrat, če imate tudi denar na vašem računu. Tudi o tem bom sam ob robu spregovorila. Danes bom govorila res samo o postopkih, ki jih morate upoštevati in o tako zvani, pod narekovajem seveda, papirologiji. Tipičen primer, s katerim se dnevno srečujem, je ta, da pride slovensko podjetje, tle sem vzela slovenskega slikopleskarja, ki želi spoznati avstrijski trg in postopoma vstopati v avstrijski trg. Zaradi tega zaenkrat, če ne želi v Avstriji ustanoviti podružnice ali hčerinskega podjetja, tudi sodelavce zaenkrat ne želi zaposliti v Avstriji, pa še stavi se vprašanje, ali lahko slovensko podjetje, slikopleskar, sklene z avstrijskim naročnikom pogodbo in ali lahko izvaja te storitve. To je klasično vprašanje, zaradi tega, ker seveda v trenutku, ko ustanovim podjetje v katerikoli obliki, v nadaljevanju imam tudi predstavljene oblike, ki jih predvideva avstrijski pravni red, je s tem seveda povezano kar precej stroškov. Prvi strošek je seveda strošek ustanovitve same, potem je to s tem seveda tudi povezano, da moramo imeti v Avstriji knjigovodstvo, moramo v Avstriji odvajati davke, delati računovodske izkaze, davčne napovedi in tako naprej. In seveda je to določen strošek, najeti moramo tudi prostore. To so stroški, ki jih seveda želi podjetje na začetku, ko vstopa trg, minimalizirati, kar je seveda tudi logično. Ko seveda zadeva pa že je dobro upeljana in dobro stečena, do tem trenutku potem pa je seveda tudi pametno ustanovitev podjetja. Kot prvo je treba odločiti oziroma določiti, ali je storitev oziroma ali je to delo, tako ne tehnično in ne pravno povedano, ali je to delo dejansko storitev. Ali je to storitev v smislu evropskega pravnega reda. In evropski pravni red določa, da so storitve trgovske storitve, so obrtniške rokodelske storitve in so storitve prostih poklicev. To pomeni, da če jaz kot podjetje, oziroma če vi kot podjetje ponujate delo, zdaj res ne tehnično, storitve, ki sodijo na ta omenjena področja, potem imate načeloma možnost, da se sklicujete na prost pretok storitev. Večinoma so to, kot rečeno, obrtniške, rokodelske storitve, to so lahko slikopleskarji, gradbeniki sodijo na to področje, polaganje ploščic, obdelava naravnega kamna in tako naprej. Se pravi, večina dejanskih storitev sodi na področje, oziroma storitev, ki se ponujajo, dejansko sodi na področje storitev, ker so to obrtniške, rokodelske storitve. Opravljanje storitev pa moramo razmejiti do prostega pretoka blaga, se pravi v trenutku, ko
oziroma če vi kot slovenski naročnik oziroma izvajalec izdelate za avstrijskega naročnika določene blago, recimo, da je to omara, ali da je to naprava, ali karkoli drugega, brez da bi kdo moral iti v Avstrijo to zadevo postaviti, ta zadeva sodi na področje prostega pretoka blaga in v bistvu vse to, kar vam bom povedala, ni pomembno. Pomembno je takrat, če recimo če morate blago tudi zmontirati v Avstriji. V tem primeru pa je seveda zadeva malce drugačna, ampak če gre samo za blago, potem zadeva sodi na prost pretok blaga, se pravi, sklenete pogodbo, v pogodbi določite, katero blago boste izdelali, v katerem roku boste to blago dobavili, pod katerimi pogoji in to je to. Seveda vsi dobro veste, da se pač ne obračunajo več carine, tudi to je posledica tega skupnega trga, kjer je pač v starejših časih, ko Slovenija še ni bila, oziroma ko niso bili sklenjeni sporazumi, se je pač obračunala tudi carina. Kaj to zdaj točno pomeni? Kaj je to prost pretok storitev in kdaj se lahko sklicujemo na? Kot prvo smo rekli, da moramo opredeliti, ali našo delo, naša storitev, tisto, kar bomo opravljali v Avstriji, sodi na področje storitev, če je to dejansko storitev, in to smo rekli, to je takrat, med drugim takrat, če gre za obrtniško, rokodelsko storitev. Se pravi, to je prvi kriterij, o katerem moramo odločiti. Drugi, ki je zelo pomemben kriterij, je ta, da storitve lahko opravljamo v drugi državi članici samo takrat, če je naša storitev začasne narave. To je pa eden od tudi verjetno najtežjih kriterijev, ki jih moramo opredeliti, to pa zaradi tega, ker na žalost nikjer nimamo določeno časovno obdobje. Če bi to določeno, recimo, da imamo, ne vem, da se storitve opravljajo samo takrat, če obdobje ne presega 6 mesecev, potem bi bila zadeva zelo preprosta. Žal pa ni tako. Na tem področju se tudi spletajo različni, oziroma pletajo druga področja, davčna zakonodaja in tako naprej, tako da je treba to točko res točno opredeliti, oceniti, in sicer na osnovi, v vsakem konkretnem primeru, na osnovi rednosti in pogostosti dela. Kaj to zdaj točno pomeni? Tudi evropska zakonodaja ne pove, ne določa, kaj to zdaj pomeni redno delovanje, pogostost delovanja, stalnost delovanja. V bistvu gre za to, če lahko vašo delo opredelite kot projekt, se pravi projekt, ki ima začetek in konec, in se potem, ko ste ta projekt zaključili, spet vrnete v vašo matično državo, se pravi v Sloveniji, potem bo ta zadeva seveda začasne narave. Recimo, da imate projekt v Gradcu, kjer boste izdelali, ne vem, delali šolo ali pa kaj takega, na področju gradbeništva, potem boste zaključili ta projekt in se vrnili spet v Slovenijo, potem je to seveda začasne narave. Druga je pesem, če se tako rekoč, zdaj pod narekovajem, selite iz enega gradbišča na drugo. Recimo, da imate prvo gradbišče v Gradcu meseca maja, konc maja tisto gradbišče zaključite, se meseca junija preselite na Dunaj, tam nadaljujete z drugim naročnikom in izvedete drugo pogodbo in tudi drug projekt. Potem tisti projekt zaključite konc junija, začetek julija se pa spet preselite na tretji projekt, recimo v Salzburg, potem in to nadaljujete do konca meseca, potem bo to seveda težava, oziroma je nemogoče, da boste na koncu rekli, to je začasna narave, ker se dejansko stalno obračate na avstrijski trg. Ne morete reči, recimo, da je vsak projekt zase začasen. Se pravi, argument, o katerem so tudi nekateri razmišljali, je bil ta, jaz se bi lahko argumentirali, vsaka pogodba, ki jo sklenim z avstrijskim naročnikom, je projekt in s tem začasno. Ni tako. Če so res dejansko, če en projekt sledi drugemu in se dejansko selite iz enega projekta na drugega, potem ta kriterij začasnosti ni več izpolnjen in je treba v Avstriji ustanoviti podjetje, podružnico, ene vrste korporacijsko obliko. To je zelo pomembno. Res je, da Evropsko sodišče pravi, da je to obdobje začasnosti lahko tudi traja dlje časa,
obstaja ena odločba Evropskega sodišča, kjer je Evropsko sodišče odločilo, da je to obdobje lahko do 3 let, vendar je sodišče jasno povedalo, da je treba v vsakem konkretnem primeru proučiti in dejansko, kot sem vam prej razložila, na osnovi rednosti in stalnosti odločiti, ali gre za začasnost ali ne. Tako da, obdobje 3 let, prosim, ne vzemite kot tisto merilo, ampak dejansko v vsakem primeru konkretno ocenite, ali je projekt ali ne. Pri tem bi treba bilo še morda povedati ena zadeva, ki bi oziroma dodati iz prakse, to je ta, seveda podjetje, ki tudi paralelno dela v Sloveniji in izvaja tudi projekte v Sloveniji, ima seveda lažje v argumentaciji, da gre za začasno upravlja dela v Avstriji, ne? Ker pač ima fakture tudi v Sloveniji, tudi to je seveda dodatni kriterij. Tretji kriterij, oziroma ki ga moramo izpolniti, če želimo upravljati storitve v drugi državi članici, je ta, da lahko upravljamo storitve samo pod pogoji, ki jih določa država, v kateri se upravljajo storitve. Ta stavek, ki načeloma zgleda zelo nedolžen, ima kar precejšno globino. To pa zaradi tega, ker se za tem stavkom skrivajo tudi vsi pogoji, kar se tičejo delovne in socialne zakonodaje. O tem bomo še podrobno govorili, ko bomo govorili o delavcih, ampak za tem stavkom, ki je tudi v evropski zakonodaji prav tako napisan, v tej obliki zapisan, zajema to, da mora podjetje, ki želi v Avstrijo, v tem konkretnem primeru, napotiti delavce, zagotoviti plače in druge standarde, ki jih določa avstrijska zakonodaja. Tako, če smo zdaj kot slovensko podjetje odločili in opredelili, da opravljamo storitve, da storitve tudi opravljamo samo začasno, se pravi, da gre recimo samo za en konkreten projekt recimo na Dunaju, in tretjič, da smo pripravljeni izpolniti tudi pogoje, ki jih določa avstrijska država v zvezi z napotitvami in z drugimi, se pravi delovno zakonodajo in socialno zakonodajo, potem je treba začeti postopke. Tlej treba, kot prvi postopek, in kar se tiče podjetja samega, je treba v Avstriji priglasiti dejavnost, in sicer v tistih primerih, ko bi v skladu z avstrijsko zakonodajo opravljali dejavnost, ki je v skladu z avstrijsko zakonodajo regulirana dejavnost. Kaj zdaj to pomeni? V Avstriji imamo zakon o obrti, ki določa v 94. členu, oziroma ki ima v 94. členu seznam dejavnosti, ki so regulirane. To je zgodovinski seznam, tudi poklici, ki so tam navedeni, so absolutno zgodovinskega značaja, ker nekatere danes sigurno ne bi več uvrstili v tisti seznam. Ko je nastajal zakon, je bilo tako, danes bi verjetno bili drugi poklici na tem seznamu. Ne glede na to velja, da so skoraj vse rokodelske in obrtniške dejavnosti del tega seznama. Ta seznam imate tudi na brošuri, ki je v vaši dokumentaciji, in sicer so pač poklici oziroma ta seznam je preveden v slovenski jezik. Ko ga boste prebrali, boste ugotovili, o čem sem govorila, da so dejansko nekateri poklici zelo zastareli, arhaični, vendar ne glede na to jih je treba priglasiti. Težava pri tej priglasitvi, oziroma zelo pomembna stvar pri tej priglasitvi pa je ta, da dejansko opredelite vašo dejavnost, ki jo želite upravljati v Avstriji, v skladu s tem 94. členom. Tle pa nastaja težava. Nastaja težava zaradi tega, ker seveda v Sloveniji dejavnosti niso enake dejavnostim 94. člena in temu seznamu. V Sloveniji poznate standardno klasifikacijo dejavnosti, kjer vsako podjetje opiše dejavnost, ki jo želi izvajati v skladu s to klasifikacijo. Določene dejavnosti, v Avstriji pa imamo sicer to standardno klasifikacijo, se pozna za statistične namene, vendar ne v zvezi z pridobitvijo obrtnega dovoljenja. To pa pomeni, da moram tako rekoč pretolmačiti
dejavnost, ki jo imate v Sloveniji registrirano, v avstrijsko dejavnost in to je nekoliko težko. Zlasti, recimo, če pogledam področje gradbeništva, potem imamo recimo v Avstriji gradbenega mojstra. Gradbeni mojster je poseben poklic, ki sme skoraj vse, oziroma zelo veliko na področju gradbeništva, dela, predvsem lahko tudi projektira in gradi določen objekt, kar pa seveda oziroma drug gradbinc ne sme. Tako da tle je posebna težava, da se to nekako opredeli in to pravilno opredeli. Ker če ne prijavite pravilne dejavnosti v Avstriji, potem se vam šteje v primeru kontrol tako, kot da ne bi imeli tega priglasitve, kar pa pomeni spet, da vas lahko kaznujejo. Tako da, ko boste priglašani, bodite zelo pozorni, kaj priglasite. Lahko priglasite tudi več dejavnosti, če želite upravljati več dejavnosti, oziroma če bi bilo potrebno v skladu z avstrijsko zakonodajo pridobiti več obrtnih dovoljenj, lahko pač tudi več priglasite. Pomembno je, da imate pravico, da izvajate vse dejavnosti, ki jih želite v Avstriji izvajati, tudi izvajati v Sloveniji. Se pravi, ne vem, če ste krovec, potem je ponavadi tako, da krovc ima tudi še določena kleparska dela in mora izvajati še določena kleparska dela, ko pokriva streho. Potem je pomembno tudi, da imate v Sloveniji pravico izvajati ta kleparska dela, da se lahko celotna zadeva priglasi v Avstriji. Kaj je treba te priglasitve priložiti? Priložiti je treba izpisek iz AJPES-a, po drugi strani treba priglasiti tako zvano EU potrdilo. To je posebno potrdilo, na katerega so se zmenile oziroma dogovorile države članice in s katerim izkazujete in potrjujete, da ste upravičeni izvajati dejavnosti, ki jih želite izvajati v Avstriji, tudi v Republiki Sloveniji. To v Sloveniji izstavlja ali obrtna zbornica za člane, drugače pa je ministrstvo pristojno, to je posebno potrdilo, ki ga je treba obvezno priložiti. Za direktorja oziroma za titularja SP-ja je treba priložiti potrdilo o državljanstvu, kopijo potnega lista, osebne izkaznice, iz katere izhaja, da je pač državljan Republike Slovenije, in pa diplomo, oziroma eno določeno potrdilo o njegovi poklicni kvalifikaciji. To so standardne priloge, ki jih je treba priložiti tej priglasitvi dejavnosti. Potem se celotna zadeva pošle na Dunaj, na Ministrstvo za gospodarske zadeve in Ministrstvo za gospodarske zadeve potem upiše vaše podjetje v seznam podjetij, ki opravljajo storitve. Na tem mestu bi opomnila oziroma poudarila to, da dejansko gledajo v ta seznam, ali ste vpisani ali niso vpisani. To ni samo seznam, ki bi bil fiktivne narave in zato, da je pač zakonu zadoščeno, ampak dejansko tudi naročniki gledajo v ta seznam in preverjajo, ali ste vpisani ali niste vpisani. Na koncu seveda tega postopka dobite tudi potrdilo, tudi s tem potrdilom lahko vašemu avstrijskemu naročniku dokažete in izkažete, da ste tako rekoč, zdaj to narekovajem, pasportirali vašo dejavnost v Avstrijo. Ta priglasitev dejavnosti je veljavna trenutno za 1 leto, tako določa avstrijski zakon o obrti, in se vsako leto obnavlja. A bo to ostalo tako ali ne, to bo izkazala praksa, pa verjetno tudi sprememba zakona, ker dejstvo je, da imajo precej priglasitev na Dunaju, da imajo zelo veliko dela in razmišljajo nekako o tem, da bi to zadevo, oziroma da bi to 1-letno obdobje črtali zakona, potem bi to pomenilo, da bi samo pred prvim opravljanjem storitev, prvim opravljanjem delovanju na avstrijskem trgu morali priglasiti dejavnost, ampak trenutno velja, da je treba seveda pred prvim delovanjem na avstrijskem trgu priglasiti dejavnost in potem to dejavnost letno obnavljati. Tako da bodite pozorni tudi na to zadevo, ker se je zgodilo tudi že to, da so potem podjetja nekako pozabila, kar je tudi logično, ker podjetje se ukvarja z dejavnostjo, želi izpeljati posel, želi opraviti tisto delo, za kar se je zavezalo in ne misli na vso to birokracijo, administrativne postopke in zaradi tega se zna zgoditi, da pozabijo, tako da
dejte biti tudi pozorni na to, da morate priglasitev dejavnosti vsako leto podaljšati. V zvezi s priglasitvijo dejavnosti bi opozorila še na eno zadevo, in sicer je to ta, da morate dejavnost v domači državi, se pravi v Sloveniji, opravljati 2 leta, že 2 leti preden greste delati v Avstrijo ali izpeljati postopek priznanja poklicne kvalifikacije. Ta kriterij, da opravljate dejavnost že 2 leti v Sloveniji, odpade v tistih primerih, ko je dejavnost tudi v Sloveniji regulirana, kar pa nažalost za večino primerov ne velja, ali pa, da je poklicna izobrazba regulirana z evropsko direktivo. V praksi se je izkazalo to, da je v večini primerov dejansko to 2-letno obdobje zelo pomembno in je to v bistvu tisti kriterij, na katerem se presoja zadeva. Se pravi, da slovensko podjetje že izvaja storitve 2 leti v Republiki Sloveniji v zadnjih 10 letih. Če ne izvaja, kot sem že povedala, je treba izvesti postopek priznanja poklicne kvalifikacije. Postopek priznanja poklicne kvalifikacije ni posebej zahteven postopek, tako bi rekla. Ni posebej zahteven postopek, je zahteven samo zaradi tega, ker je treba precej dokazov, ker je treba veliko dokumentov prevesti v nemški jezik in ker je časovno nekoliko zamuden. V praksi lahko tudi povem tako, da je verjetno najpametneje, če nekako že izpolnjujete ali pa skoraj izpolnjujete ta kriterij 2 let, da dejansko še počakate, da izpolnite ta kriterij 2 let in se potem odločite za priglasitev dejavnosti, ker je pač ta postopek priznanja poklicne kvalifikacije nekoliko časovno intenziv in verjetno tudi, kar se tiče stroškov, kar nekaj stane. Seveda je zanimiv v tistih primerih, ko danes ustanovite v Sloveniji SP, ne izvajate regulirane dejavnosti v skladu s slovensko zakonodajo, ne opravljate dejavnosti, za katero bi bila tudi poklicna kvalifikacija, bila določeno vzajemno priznanje. V teh primerih ima smisel, da se gre v postopek priznanja poklicne kvalifikacije, zlasti, če imate izredno dolgo izkušnjo na tem področju. Recimo smo imeli en primer enega podjetnika, ki je že 30 let delal in se je zdaj odločil, da bo šel na svoje, da bo ustanovil SP. V tem primeru smo se odločili, da bomo šli v postopek priznanja poklicne kvalifikacije, ker je dejansko na času kar precej pridobil. Kot sem že povedala, če se ta postopek potem zaključi, dobite potrdilo, oziroma se vas vpiše v registru tistih podjetij, ki so priglasile dejavnosti, oziroma ki so priglasile dejavnosti v Avstriji, dobite potrdilo. Ta postopek, koliko to stane, morda še to, pride taksa okrog 40 evrov, 50 evrov. Zakaj vam ne moram povedati točnega zneska? To pa zaradi tega, ker je taksa odvisna od števila prilog in od števila dejavnosti, ki jih priglasite. Kar se tiče, kot rečeno, takse, računajte tam nekje med 40 in 50 evri. Kar se tiče priglasitve same, bi še opozorila na eno zadevo. Glede na to, da je kar precejšen naval trenutno na Dunaju, dejte upoštevati tudi časovni faktor. Namreč toliko, da se pravočasno odločite za ta postopek priglasitve dejavnosti, ker po zakonu samem ministrstvo čas 2 meseca, da odloči o vaši zahtevi in vas na to vpiše. Seveda so primeri, kjer to gre hitreje in so primeri, kjer to traja dlje časa, kjer mora treba vlogo še dopolniti s kakšnimi dokazili. Tako da dejte tle res upoštevati in kalkulirati dovolj časa, da bo zadeva pravočasno speljana, ne da bo potem na koncu, da bodo težave. Posebno, zakaj to tudi poudarjam, je to, da imamo pač, obstajajo v Avstriji razne kazenske določbe oziroma določbe, ki omogočajo, da se podjetje, ki nima priglasitve dejavnosti, tudi kaznuje in je to seveda zoprna zadeva, če vemo, da bi bilo treba v bistvu samo izpeljati ta administrativni postopek. Če smo tako rekoč to priglasitev uspešno zaključili na Dunaju,
Potem se seveda stavi vprašanje, ali na tej osnovi priglasitve že kdo lahko gre delati. Na tej osnovi lahko gre delati samostojni podjetnik sam, seveda, ker se on ne šteje kot delavca, kot zaposlenega, ali pa organ oziroma lastnik družbe, družbenik DOO-ja, če je v družbi udeležen z več kot 25%. Taki bi lahko šli delati v Avstrijo že na osnovi priglasitve dejavnosti same, ampak samo zaradi tega, ker se ne štejejo kot delavci. Vendar bi opozorila na eno stvar, ki je zelo pomembna. Vse te zadeve, vsi ti primeri se ocenjujejo po vsebini, ne po formalnih kriterijih, ampak po vsebini. Kaj to pomeni? Če grem ustanoviti recimo DOO, zato, da bom lahko, da ne bo treba priglasiti delavce, da se bom izognil celotni delovni in socialni zakonodaji, ker bom seveda živel potem od dobička. Izkaže se pa, da je bil to samo povod za to, da bi se obšel zakon, potem je to seveda problem, ker se zadeva in primer oceni konkretno, vsebinsko, ne pa po formalnih kriterijih. Se pravi, samo formalni argument, ja, sej sem pa družbenik družbe ali pa sej sem SP, ne zadostuje. To recimo SP, tipičen primer, ustanavljajo se SP, zato da pač je, ne vem, ali zaradi stroškov, kakokoli, ali pa tudi, da se obide avstrijska delovna in socialna zakonodaja in se potem na primer na gradbišču izkaže, da je ta SP po vsebini, po načinu nastopanja pravzaprav zaposlen, ker vsi dobro veste, ki imate podjetja, da je lastnik, da se lastnik, družbenik, direktor obnaša na gradbišču ali pa na licu mesta drugače kot zaposlen in se seveda to zelo hitro izkaže, da je bilo to samo iz formalnih razlogov, ste se odločili za to samo iz formalnih razlogov, potem tle nastajajo težave in se za celotna zadeva prekvalificira v delovno razmerje z vsemi posledicami, ki sledijo iz tega, da niste upoštevali delovno in socialno zakonodajo. Tako da tle res zelo odsvetujemo tega, da bi to zgolj iz formalnih razlogov ustanavljali SP-je ali pa DOO-je. No, zdaj smo tako rekoč speljali podjetje oziroma pripeljali podjetje, slovensko podjetje v Avstrijo. Zdaj se seveda stavi vprašanje, poleg SP-ja in poleg družbenikov, kdo lahko še dela. Do 1. maja smo imeli to čudno situacijo, da smo ločevali med liberaliziranimi sektori, občutljivimi sektori, gradbeništvo je bilo še ena posebna zadeva, gospa Repeževa je že prej omenila, da je bilo za področje gradbeništva, da so bila potrebna delovna dovoljenja, ki jih ni Avstrija ni izdajala, razen v enem samem primeru. Vse to, kar je veljalo do 1. maja in ta razmejitev med liberaliziranimi in občutljivimi sektori, sedaj od 1. maja naprej ni več, niti ni pomemben, ne obstaja več. Sedaj se v bistvu vse tretira enako in to je tudi vzrok za to, zakaj se je spustilo tako rekoč področje gradbeništva in zakaj je tudi možno opravljati storitve v Avstriji na področju gradbeništva. Z detajli, kaj je veljalo do 1. maja, vas ne bom morila, delovna dovoljenja, potrdila o napotitvi in tako naprej, to v bistvu ni več pomembno. Od danes naprej, oziroma 1. maja naprej je pomembno to, da morate delavce priglasiti v Avstriji. Se pravi, če imate DOO ali SP, ki ima zaposlen, ne vem, delavce v Avstriji, v Sloveniji in želite s temi delavci opravljati storitve v Avstriji, potem morate delavce priglasiti. To pa z tremi klicaji, to je zelo pomembna zadeva, zaradi tega, če ne priglasite delavcev, imate spet kazni v skladu z zakonom o preprečevanju socialnega dumpinga. Kazni so res velike, tako da vas zelo prosim, da dejansko priglasite napotene delavce v Avstriji. To je določen obrazec, ki ga je treba izpolniti, tako zvani KIAP-3 obrazec. Delavce je treba priglasiti načeloma 8 dni pred začetkom opravljanja del na centralno točko za preprečevanje dela na črno na Dunaju in v tistem
tem obrazcu tudi opredelite poleg podatkov podjetja, tudi navedete podatke delavca, obdobje, za katero bo delavec napoten v Avstrijo in na katerem gradbišču, na katerem projektu bo delal. Dodatno dodate še podatke o delavcu samem in kakšno plačo bo delavec dobil za časa napotitve v Avstrijo. Tlemo je pa zelo pomembno to, da dejansko opredelite dejavnost in določite plačo v skladu z avstrijsko kolektivno pogodbo, ki velja za vašo dejavnost. Recimo na področju gradbeništva ali pa sorodnih panogah imamo posebne kolektivne pogodbe, ki določajo, kakšne so plače. Tudi kolektivne pogodbe imajo razne tarifne razrede in je treba seveda določiti oziroma opredeliti delavca, napotenega delavca v pravilni tarifni razred. Seveda je treba delavcu dati druge prejemke, druge dodatke, karkoli, ki jih določa avstrijska kolektivna pogodba, bodite dejansko pozorni na to zadevo. Lahko napotite v Avstrijo delavce, ki so tudi državljani tretjih držav in imajo v Sloveniji urejen status. Se pravi, če imate v Sloveniji zaposlene delavce, ki so bosanski državljani ali hrvaški državljani, ki imajo v Sloveniji urejen status, se pravi ali osebno delovno dovoljenje ali bivalno vizo, potem tudi njih lahko napotite v Avstrijo. Pogoj je, da je delavec z vami oziroma z vašim podjetjem v rednem delovnem razmerju. To pomeni, lahko je to pogodba za določen čas, lahko je pogodba za nedoločen čas, študente pa ni možno napotiti. Samo toliko na tem mestu, ker so tudi že določena podjetja spraševala, če je možno recimo napotiti študente ni možno napotiti, lahko je pa to delavec, s katerim ste sklenili pogodbo za določen čas. Pri glasitvi delavcev je treba priložiti tako zvani obrazec E101 oziroma A1. To je potrdilo, ki ga dobite v Sloveniji na Zavodu na zdravstveno zavarovanje in s katerim slovenski zavod potrjuje, da se plačujejo prispevki za napotenega delavca v Sloveniji. Ta obrazec je treba priložiti. Zavod za zdravstveno zavarovanje izdaja ta obrazec za maksimalno 2 leti, lahko ga dobite tudi za krajše obdobje in se potem tudi lahko podaljša. Pomembna je še ena stvar. Delavca, ki ga lahko napotite, je trenutna praksa ta, da pravijo in želijo uradniki, da mora biti delovno razmerje sklenjeno z vami že najmanj 1 leto. To je v bistvu ta praksa je nekoliko skregana z evropsko prakso in evropsko zakonodajo, kajti evropska zakonodaja izhaja iz tega, da mora biti oseba zaposlena najmanj 1 mesec. Tle dejansko razhaja avstrijska praksa in evropska praksa. Mislim, da bo potrebno nekoliko truda, da se bo tukaj praksa spremenila. Če se vrnem še na plače, prejemke, kot smo jih že prej opredelili v tistem obrazcu, ki ga bomo poslali na centralno točko za povečevanje dela na črno, potem naj še omenim eno zadevo. In sicer delavec ima za časa napotitve, nima samo pravico do avstrijske plače, v skladu z avstrijsko kolektivno pogodbo, ampak zlasti na področju gradbeništva ga morate za njega plačevati tudi tako zvani prispevek PUAK-u. To je en določen sklad, ki je bil v Avstriji ustanovljen za delavce z področja gradbeništva in se za vsakega delavca za vsak dan napotitve v Avstriji plačuje določen znesek v ta sklad. Znesek je približno 30 evrov. Zakaj 30 evrov? Ker se to preračuna odvisno od določenih faktorov, tudi odvisno od plače, ki ga delavec prejema. Način, kako se preračuna, je tudi tle opredeljen oziroma predstavljen v brošuri, tako da si lahko preračunate. Če kalkulirate pogodbo, izhajate iz tega, da je približno 30 dni na vsak dan, ko delavce napotite v Avstrijo. Pomembno je tudi to, da morate seveda tudi, ko ste potem prijavili delavce na centralno točko, delavce prijaviti tudi na BUAK.
Če jih ne prijavite na BUAK, se dostkrat tudi oni sami javijo k vas in morate potem naknadno izpolniti obrazce, posredovati podatke. Pravilen postopek bi bil načeloma ta, da tudi vi kot podjetje se prijavite na BUAK-u in prijavite podatke o podjetju samem in o osebi, o napotenem delavcu. Na koncu obdobja, se pravi na konc meseca, pa se potem poračuna in sporoči BUAK-u, koliko dni so bili vaši delavci dejansko napoteni, dobite obračun in plačate tisti znesek. Iz sklada BUAK, nažalost, vi kot podjetje ne morete koristiti prispevke. Tudi to se je že marsikdo spomnil in si mislil, no se v redu bomo pač plačevali na koncu obdobja, pa na koncu projekta, po določenem obdobju, bom pa jaz kot podjetje spet koristil te zneske, ki sem jih plačeval v sklad. Nažalost, to ni možno, obstaja praksa avstrijskega upravnega vrhovnega sodišča, ki določa in čist jasno pravi, da iz sklada koristi lahko samo delavec. Se pravi, delavec potem lahko zaprosi, da se mu izplačajo te zadeve. Pomembno morda še tudi to, tudi kar se tiče delovnega časa, velja avstrijski delovni čas za vaše napotene delavce, se pravi, če imamo v določenih panogah normalni delovni tedenski delovni čas 39 ur, potem to velja tudi za vaše delavce in je treba to upoštevati. Seveda pa vsi vemo, da če nekdo gre delati v tujino, da želijo seveda čim bolj efektivno izkoristiti čas, katerega imajo v tujini in dejansko opraviti delo čim prej in čim hitreje in se čim prej tudi vrniti v svojo domačo državo. Za časa napotitve morate imeti tudi beležke delovnega časa. Moje opozorilo na tem mestu je to, dejte to evidenco voditi v skladu z določili veljavne kolektivne pogodbe. Če je normalni delovni čas 39 ur, potem naj to tudi nekako izhaja iz tistega seznama evidence delovnega časa. Toliko, kar se tiče delavcev, res je zelo pomembno, kot sem že povedala, da jih priglasite, ker so kazni izjemno visoke. Kar se tiče prispevkov, sem na začetku že povedala, da se prispevki plačujejo naprej v Sloveniji in sicer za nadaljno obdobje 2 let. To obdobje se lahko v izjemnih primerih podaljša do 5 let, načeloma pa velja obdobje 2 let. Kar se pa tiče dohodnine, in o tem bo še potem točno spregovoril gospod kolega Picej, pa velja za delavce to, če je delavec napoten v Avstrijo za več kot 183 dni, potem mora tudi v Avstriji deklarirati dohodnino in obdavčiti dohodke za časa napotitve v Avstrijo v Avstriji. Se pravi, za delavce je zelo pomembna ta meja 183 dni v koledarskem letu. Na tem mestu bi opozorila na eno zadevo in sicer v razmerju med Avstrijo in Slovenijo velja to obdobje 183 dni v koledarskem letu, glede drugih držav pa to ni rečeno, ker pogodbe o povečevanju dvojnega obdavčevanja v določenih primerih določajo rok 12 mesecev. Tako da vem, da je dosti podjetij spraševali, da dosti delate tudi z Nemčijo, vem, da je z Nemčijo drugače, bodite pozorni tudi na to, kar velja za Avstrijo, ne velja enako tudi za Nemčijo, samo toliko na tem mestu. Vsi ste verjetno že slišali o tem, da je Avstrija sprejela nov zakon, ki je precej zapleten, verjetno tudi skregan za evropsko zakonodajo. To je zakon o boju proti socialnemu in plačilnemu dumpingu, je zelo strog zakon, ki določa razne pogoje v zvezi z napotitvijo, predvsem pa določa kazni. Kazni so, kot sem že povedala, zelo visoke. Če ne upoštevate minimalne plače, vas lahko kaznujejo do 20 000 evrov. Če ne hranite na gradbišču samem oziroma na projektu samem dokumentov, lahko vam naložijo kazen do 5 000 evrov.
lahko vas upišejo v evidenco tistih podjetij, ki so že napravili prekrške po tem zakonu, lahko vam prepovejo opravljanje storitev, lahko pa tudi zapade dobiček iz celotnega posla državi. In še ena stvar, zakon predvideva tudi kaznivo dejanje, namreč udaruštvo, in sicer se šteje, da če recimo nekdo ne upošteva plačilne pogoje, ki jih določa avstrijska zakonodaja za napotene delavce, da je storil kaznivo dejanje udaruštva z vsem tem povezanimi posledicami. Tako da še enkrat močno upozarjam na to, da dejansko upoštevate postopke, ki sem jih vam predstavila, zaradi tega, da ne bi pošlo do teh zapletov, da ne bi bilo treba reševati. To je še posebej pomembno za manjša podjetja, kjer morda pogodbe, vrednosti pogodb niso tako visoke in potem bi bilo zelo neljubo, če bi tako rekoč vse tiste, kar ste zaslužili na osnovi tiste pogodbe, morali oddati, ker pač niste imeli ali dokumentacije, ali niste imeli, ne vem, dokumentacije, niste imeli priglasitve. Morda še ena stvar, ta zakon določa tudi, da morebitne pritožbe nimajo odložilnega pomena. Kaj to pomeni? To pomeni, če se pritožite, v bistvu morate seveda takoj zapustiti državo, plačati kazen in seveda ima to lahko tudi posledice za vašo pogodbo, za civilno-pravno pogodbo, ki ste jo sklenili z avstrijskim naročnikom. Kajti v teh pogodbah je zelo običajno, da je določen en datum, do katerega je treba pač izvesti dejavnost, opraviti dela. Če ne opravite dela do tistega trenutka, morate plačevati penale. Zdaj pa seveda zelo zapleteno, ker če recimo niste izvedli postopkov, so vas kaznovali, ste se sicer pritožili proti tem odločbam, vendar kljub temu velja, da ne morete speljati posla do konca, se pravi, da nimate samo na eni strani kazenske določbe in da po eni strani, da bi morali plačati kazni, imate po drugi strani še civilno-pravne konsekvence, ker pogodbe niste izpeljali, izvedli pravočasno. Tako da res zelo opozarjam, da te postopke jemljete resno in jih izvedete. Res je, da je precej papirologije, da je veliko dokumentov potrebno, veliko prevodov, ampak kljub temu jemljite stvar resno. Morda še ena zadeva, tudi ta priglasitev 8 dni pred začetkom del, je zelo pomembna zaradi tega, ker morate vi z vašim delavcem v Sloveniji tudi skleniti aneks. Aneks, v katerem njegovi pogodbi o zaposlitvi in sicer v tem aneksu določite njegove pravice za časa napotitve v Avstrijo. Tam v tistem aneksu določite minimalno plačo, oziroma plačo, ki jo bo prejemal za časa napotitve, določate dopust, oziroma napišete, koliko ima dopusta v skladu z avstrijsko zakonodajo. Tle imamo razliko. Dejstvo je, da imamo v Avstriji 30 delovnih dni, s tem, da je v bistvu se tudi šteje sobota kot delovni dan. V rezultatu ima vsak zaposlen 5 tednov dopusta, v Sloveniji ima 4 tedne dopusta, vendar v Avstriji nimamo tiste navade, da se prištevajo dnevi, kot je to v Sloveniji običajno, za šoloobvezne otroke in tako naprej. Tako da verjetno, kar se tiče dopustov, so zadeve zelo podobne, kljub temu upoštevajte to, da je v Avstriji minimalni letni dopust 25 dni, oziroma 30 dni, oziroma 5 tednov, po 25 letih pa 35 dni. Delovnih dni. Za gradbenike pa velja, da morate aneks skleniti, tudi če dela samo en dan v Avstriji. Če je napoten tudi samo en dan, potem je treba skleniti z delavci na področju gradbeništva aneks takoj. Tako. No, da bi prišli malo na diskusijo in da boste imeli možnost tudi spraševati, bi sedaj prišla na konkretne primere. Malo tudi zaradi tega, da ponovimo tisto, kar smo že povedali.
Slikopleskar, da razpoznamo začetni primer, slikopleskar, ki želi delati v Avstriji, oziroma pleskati stanovanjsko hišo, kaj mora upoštevati. Slikopleskarska dejavnost je v Avstriji regulirana dejavnost, kot smo na začetku že povedali, oziroma kot je razvidno tudi iz seznama, ki ga imate na brošuri. Se pravi, pred začetkom del mora slikopleskar priglasiti dejavnost na Dunaju, na Ministrstvu za gospodarske zadeve, z vsemi prilogami, kot sem jih omenila. Kar se tiče delavcev, mora seveda tudi delavce priglasiti pred začetkom del, poiskati mora pravilno kolektivno pogodbo, v skladu s kolektivno pogodbo opredeliti oziroma delavca razvrstiti v določen tarifni razred, ga prijaviti, z njim skleniti aneks, za delavca pridobiti obrazec E101 in delavca potem tako rekoč prijaviti na centralno točko. Slovenski kamnosek želi v Avstriji postaviti nagrobni spomenik na pokopališču, kaj mora upoštevati. Tudi kamnoseška dejavnost v Avstriji sodi med regulirane dejavnosti, to se pravi, tudi kamnosek mora v Avstriji priglasiti dejavnost pred začetkom opravljanja storitev, potem pa lahko postavlja. Če je to recimo dejansko SP, kar se verjetno dogaja na tem področju, potem on samo priglasi dejavnost in to je to, ne rabi pa priglasiti delavcev, ker če bo šel sam, se on šteje kot titular, ne kot delavec in ni potrebno priglasiti delavce. Če bi kamnosek šel v Avstrijo z napotenimi delavci, enem, ki bi mu pomagal postaviti ta nagrobni kamen, potem mora seveda tudi delavca priglasiti v drugem koraku in seveda izvesti vse to, kar sem povedala, z njim mora skleniti aneks, pridobiti obrazec E101, ga opredeliti v pravilni tarifni razred in mu seveda za časa napotitve tudi izplačati. To seveda ni samo formalno, kot sem na začetku povedala, ta znesek, ki se vnese v obrazec oziroma v aneks, ampak dejansko mu je treba to tudi izplačati. Slovenski proizvajalec SP izdela lesene stopnice, okna, vrata, ki jih gradi v Avstriji. To je poseben primer zaradi tega, ker imamo se tle srečujeta dve zadevi. Po eni strani prost pretok blaga, po drugi strani pa prost pretok storitev. Če imamo samo lesene stopnice, ki jih slovenski proizvajalec izdela, montira jih pa recimo avstrijski naročnik sam, ali pa se lahko samo postavijo in so tam in jih ni treba nekako pritrditi, potem bi to bil primer za prost pretok blaga, kjer sta naročnik in izvajalec sklenila pogodbo in je slovenski izvajalec izdelal stopnice in je te stopnice dobavil, ni jih pa montiral. Druga je pesem, če je vključena, oziroma če je po pogodbi določeno, da vsebuje ta proizvodna stopnic, lesnih stopnic, tudi montažo. V tem primeru pa gre čist jasno, kar se tiče montaže, za storitev in je treba zadevo priglasiti. Priglasiti je pa treba tako podjetje, če gre za regulirano dejavnost, mizarska dejavnost je regulirana dejavnost, se pravi, da je treba v Avstriji priglasiti dejavnost in tudi delavce potem, ko pridejo v Avstrijo montirati, je treba priglasiti in za njih velja vse to, kar sem danes že neštetokrat povedala. Isto tudi za okna, vrata. Če imamo slovensko podjetje, ki želi v Avstriji montirati granitne stopnice, potem spet ena in ista zadeva velja. Tudi to šteje med, oziroma če zdaj samo izdela, polaganje ploščic šteje v Avstriji med regulirane dejavnosti in jih je treba, in je dejavnost treba v Avstriji priglasiti in seveda tudi delavce. Polaganje ploščic je do sedaj, oziroma štelo na področje gradbeništva, zaradi tega je bilo tudi ni bilo možno v Avstriji polagati ploščice v preteklosti. Seveda nam je znano in vemo, da je dosti podjetij, tako rekoč, tako narekovaje, na črno polagalo ploščice. Težave so nastale takrat, ko so delavce dobili na gradbišču, ko je bila inšpekcija
In je seveda se je sprožil postopek zaradi zaposlovanja na črno. Potem je avstrijski naročnik seveda tudi zadržal plačilo, ker je imel strah pred tem, da bo moral plačati kazni. In na koncu, dejstvo je, da je na koncu dostikrat, v dostih primerih zveselo slovensko podjetje. Podobno bo tudi sedaj, če recimo bi pošlo do inšpekcije in se bi ugotovilo, da nimate vseh potrebnih dokumentov, da niste izvedli vseh potrebnih postopkov, sem prepričana, da bo avstrijski naročnik takoj zadržal tiste sredstva oziroma tisti znesek, za katerega ste se morda zmenili, zato da bo imel potem na koncu sklad, s katerim bi kompenziral morebitno kazen. Tako da na koncu boste seveda spet vi, če ne boste izvedli teh postopkov, plačali, tako rekoč. Naslednji primer, slovenski računalničar želi v Avstriji inštalirati računalniški program. Ta zadeva je nekoliko drugačna. In tle tudi vidite, kako arhaičen oziroma zgodovinski je ta seznam 94. člena, ker računalničari niso opredeljeni v tem seznamu 94. člena, kar pomeni, da računalničari ne sodijo na področje reguliranih dejavnosti v Avstriji in to pomeni, da računalničar ne rabi priglasiti dejavnosti v Avstriji, mora pa seveda priglasiti delavce, če bi z delavci šel opravljati storitve v Avstriji. Montaža fasade v Avstriji. To je v bistvu primer, ki klasično sodi na področje gradbeništva, bi takoj povedali, fasade so dejavnosti, ki so čist jasno povezane s področjem gradbeništva, vendar so določeni primeri, kjer je to uspelo nekoliko drugače prikazati, ker je v tem primeru šlo za montažno fasado, tiste ploščice, ki so se samo montirale. Opredelitev ali dejavnost sodi na področje gradbeništva ali ne, ni čisto brezpredmetna v zdajšnjem trenutku. To pa zaradi tega, ker je odvisno od tega, ali vaša dejavnost sodi na področje gradbeništva ali ne, odvisno, ali morate delavce tudi prijaviti na BUAK in plačevati za BUAK. Tako da ta razmejitev oziroma opredelitev dejavnosti na področje gradbeništva ali ne opredelitev na področje gradbeništva je slej ko prej pomembna, vendar za drugo zadevo, namreč za priglasitev BUAK ali ne priglasitev BUAK, ni pa več pomembna za vprašanje, ali je potrebno delovno dovoljenje ali ni treba delovnega dovoljenja. Postavitev plezalne stene. Tudi to je, vsak, koga bi vprašala, na katero področje to sodi, bi verjetno takoj rekel, ja, to je tipična dejavnost, ki sodi na področje, oziroma vsekakor ne na področje gradbeništva, ker so plezalne stene, ker je to športna oprema in postavljanje športne opreme, vsekakor ne sodi na področje gradbeništva. Na tem primeru vam želim pokazati, kakšne argumentacije oziroma kako razmišljajo v Avstriji oziroma avstrijski uradniki. Razmišljanje je to, v tem primeru so namreč argumentirali, da so oprijemi pri plezalnih stenah povezani s steno, stena je povezana s fundamentom in s tem zadeva sodi na področje gradbeništva. Tako da v bistvu to, kaj sodi na področje gradbeništva, se razlaga zelo široko in verjetno bo to tudi tako naprej ostalo, zlasti zaradi tega sklada BUAK in plačevanja prispevkov v ta sklad. Dostkrat me vprašajo podjetja tudi, kako pa potni nalog. To je nekaj, kar imamo tipično v Sloveniji, vsak delavec dobi, če gre na službeno pot kamorkoli, dobi potni nalog in je zadeva opravljena, tako rekoč, v skladu s slovensko zakonodajo. Potni nalog ne nadomesti tistega postopka, ki sem ga predstavila v zvezi z napotitvijo delavca. Delavca je kljub temu treba priglasiti v Avstriji, ta potni nalog je samo ena stvar oziroma pogoj, ki ga določa slovenska zakonodaja, ne pa avstrijska zakonodaja. In kot smo že na začetku povedali, je pomembno, da se delavci oziroma da delavci lahko opravljajo storitve v Avstriji samo pod pogoji, ki jih določa Avstrija, se pravi službeni oziroma potni nalog ne zadostuje.
Nisem nič povedala o pogodbi sami, na tej točki bi nekaj želela povedati, ne bom se spuščala v detajle, kljub temu na določene zadeve pa želela opozoriti. Če sklenete z avstrijskim naročnikom pogodbo, potem, to je seveda že preden, da boste pravzaprav šli v te postopke in preden boste sprožili te postopke, zavedajte se določenih zadev oziroma bodite pozorni na določene zadeve. Ena stvar je ta, da da pravilno opredelite ceno vašega izdelka, vaše storitve. To zdaj ne mislim v tem smislu, da pravilno dajte dobro zaračunati vašo storitev, ampak pazljivi morate biti v toliko, ukoliko avstrijski uradi, če pač vam, oziroma ko priglašate delavce oziroma napotene delavce in inšpektori v primeru kontrol, seveda proučijo in vzame na osnovi pogodbe, ki ste jo sklenili z avstrijskim naročnikom, ali je sploh možno, da se ta posel, da se ta projekt računa in da je ta projekt profitabilen. Se pravi, če imate v pogodbi, recimo, ne vem, za izdelavo določene zadeve, določen znesek 20.000 evrov in seveda 20.000 evrov, ker ste to kalkulirali na osnovi vaših slovenskih plač in se seveda izkaže, da s temi 20.000 evri niso pokrite niti plače, potem je verjetnost, da boste dobili kazen, ker ne upoštevate minimalne standarde, zelo velika, ker vsak ve, posel mora biti profitabilen, kriti se morajo stroški delavcev, kriti se morajo stroški za material, tako da na tej točki boste dejansko previdni in dejansko tudi pogodbo, ko se pogajate se v tem smislu, da bo cena, vrednost pogodbe zajemala tako rekoč in da boste lahko z vrednostjo, ki boste iztržili iz te pogodbe, lahko pokrili tako stroške delavcev, kot tudi stroške materijala. Potem še ena stvar, na katero bi želela opozoriti in s katero sem se tudi srečala v praksi. Nisem jaz sestavljala pogodbe, ampak v pogodbi je bilo tako določeno, da morajo biti delavci na gradbišču od 7 zjutraj do 5 popoldne, pa recimo od 8 zjutraj do 5 popoldne, ni bistveno zdaj od 5 do kdaj. Od 1 do pol 2 imajo malico, za primer bolezni morajo nemudoma sporočiti avstrijskemu naročniku, da pač delavec ne bo prišel na gradbišče. To so tipična določila pogodbe o zaposlitvi. Če imate osebo, ki je zaposlena, potem vi lahko rečete, od 7 zjutraj boš tukaj do 5 popoldne. Ampak pogodbo, ki jo vi sklenete z avstrijskim naročnikom, to ni pogodba o zaposlitvi, ampak to je podjemna pogodba, to je kooperacijska pogodba. In značilnost kooperacijske pogodbe pa je, da da morate izvesti določeno delo za določeno ceno v določenem času. Ali delate zvečer po noči, ob sobotah, praznikih, to je v bistvu vaša stvar. Samo do končnega datuma je treba to zadevo izvesti in določilo, ki sem ga prej predstavljala, je tipično za pogodbo o zaposlitvi, ne pa za podjemno pogodbo. Tako da, če bi prišlo do kontrole, bi seveda tako določilo bil spet indic za to, da pravzaprav imate pogodbe, oziroma da je razmerje delovno razmerje, ne pa kooperacijsko razmerje. Potem morda na koncu še nekaj, kar se tiče plačil. Avstrija velja kot tista država, kjer se plačila izvedejo tako, kot se šika, da ni nobenih zamud, da v bistvu nismo odvetniki nikoli na sodišču, da v bistvu ni potrebno nobenih izvršb in tako rekoč avstrijski naročniki že vnaprej samo čakajo na to, da bojo lahko plačali. Temu ni tako. Tudi v Avstriji se dogaja to, da je pač kdaj, da pride do zapletov, da avstrijski naročnik ne plača oziroma ne plača tako, kot je bilo dogovorjeno. In seveda potem pridemo v igro mi odvetniki, ki pač moramo to zadevo uveljavljati preko sodiščev in tako naprej. Pri tem je posebej pomembno, in tle govorim dejansko kot odvetnica, zelo pomembno je to, da če pride do takih težav, da imate celotno zadevo, komunikacijo, spremembo pogodbe, do katere seveda pride, če sklepate pogodbe in v postopku izdajanja pogodb,
da imate zadeve dejansko dobro dokumentirane, ali da so to aktovni zaznamki, kjer pač da zapišete, smo se zmenili tako, ali potrdilo po mailu, ampak da je dejansko zadeva dokumentirana. Ker, če imamo na sodišče samo dokaz priče, je to seveda bistveno slabši dokaz, kot pa in seveda tudi bistveno bolj tvegan dokaz, kot pa če imamo pisen dokaz. Ampak to ni nič takega, kar velja samo za Avstrijo, velja tudi za Slovenijo, tako da vas še posebej opozarjamo to, da je pomembno, da je dejansko zadeva dobro dokumentirana, kajti vsak postopek potem pred sodiščem je bistveno lažji. Še eno zadevo v Sloveniji poznate izvršbo na osnovi verodostojne listine, ki je zelo klasičen postopek v trenutku, ko nekdo ne plača, greš takoj izvršbo na osnovi verodostojne listine. V Avstriji te izvršbe na osnovi verodostojne listine v tej obliki ne poznamo. Imamo sicer ene vrste, ki je morda nekako primerljiv z izvršbo na osnovi verodostojne listine, ni pa ena primerljiv. Skratka, če gre za tožbo, oziroma če je treba uveljavljati terjatve, potem je treba v Avstriji iti v tožbo. In potem se izvede čist navaden postopek dokazovanja, na koncu je odločba oziroma sodba. Ko je sodba pravnomočna, lahko greste v izvršbo. Še ena zadeva, kar se tiče izvršbe. V Sloveniji imate register transakcijskih računov, ki je javno pogleden in lahko zelo hitro vidite, ali ima podjetje določena sredstva, ali imate nekje določen sklad, določen fond, iz katerega bi lahko dobili poravnane vaše terjatve. V Avstriji to ni tako, nimamo tega seznama, ne poznamo tega seznama, iz katerega bi bilo tudi razvidno, ali ima recimo podjetje blokiran račun ali ne blokiran račun, to ni običajno za Avstrijo, tako da tudi glede teh zadev je zelo koristno, če imate odprte oči, tako bom rekla, v bistvu, da se ve, recimo, tudi če bi pošlo do izvršbe, da se ve, ali ima podjetje premoženje, kje ima to premoženje in v katero premoženje bi bilo možno speljati izvršbo.